V sklopu odprtega praznovanja letošnjega Mednarodnega dneva gluhih, ki sta ga 15. septembra 2018 organizirala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Mestno društvo gluhih Ljubljana, je pod okriljem Nacionalnega meseca skupnega branja 2018 potekal tudi bralni dogodek. Ervin Fritz, pesnik in dolgoletni dramaturg na Radiu Slovenija, nekoč tudi na Televiziji Slovenija, tedanji TV Ljubljana, je na Mestnem trgu v Ljubljani prebiral izbrane pesmi iz zbirke Vrane, ki so bile sočasno tolmačene v slovenski znakovni jezik. Dejal je, da je simultano tolmačenje svoje poezije v slovenski znakovni jezik doživel prvič. Prebiral sem na najlepšem ljubljanskem trgu, takoj za Robovim vodnjakom, in tukaj so se razplahutale moje vrane, ki so seveda pesniške vrane, jih ni bilo videti, ampak tokrat so imele prav poseben polet, ker so zraven tega, da so bile slišne, so se pretvarjale tudi v znakovni jezik. Pravzaprav v jezik, ki ga ni slišati, ker je bil namenjen tistim, ki ne slišijo. In tukaj na trgu se jih je zbralo precej in upam, da so se vključili v našo jato in da so imeli kaj posebej vranjega od tega. Vrane so nastajale v dveh gnezdih. Enkrat tam v prejšnjem stoletju leta 93, potem pa leta 7 in se jih je nabralo potem ta za eno tako knjižico, ki je razprodana in nekako vran ni mogoče kupiti. Upam, da bojo kaj kmalu spet na trgu. Zdajle, ko sem jih prebiral, se mi je zdelo, da v teh letih, kar so v knjigi, niso zgubile preveč perja. Vranji domači opravki. Glavo smo vtaknili. Na zimo se pri vas radi držimo. Tolmačka sem že kar nekaj časa, že več kot 15 let, in tolmačim zelo različne stvari, ampak tolmačenje poezije je ena specifična stvar. Nekaj pesmi sicer sem že tolmačila, ampak na tak način, kot smo pa danes to naredili, sem pa prvič. Številne ustanove s področja bralne kulture in razvoja bralne pismenosti, ki v Sloveniji že desetletja pripravljajo različne programe in dejavnosti za vse generacije, takšne so Društvo Bralna značka Slovenije, ZPMS, Andragoški center Republike Slovenije, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in mnoge druge. Z nacionalnim mesecem skupnega branja začenjajo skupno delovanje, s katerim bodo vse do konca leta 2018 opozarjale na vlogo in pomen branja. V sklopu skupnega meseca skupnega branja, nacionalni mesec skupnega branja, katerega pobudnik je tudi Društvo slovenskih pisateljev, in ker je moto Beremo skupaj, sem se spomnila, ker se pač vse življenje ukvarjam z ljudmi s posebnimi potrebami, da beremo skupaj pomeni tudi, da berejo gluhi, da berejo slepi, in zato smo začeli na tako serijo dogodkov, kjer bodo uveljavljeni pisatelji, pesniki, brali gluhim, brali slepim, brali tudi ljudem z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam. In mislim, da smo začeli nekaj zelo pomembnega, saj danes se mi je zdelo tako, ko sem videla, kako ljudje pravzaprav gledajo, poslušajo, gledajo tolmačko, ki je ves čas tolmačila slovenski znakovni jezik, in
Ne vem, moramo gledati širše. Ne gre samo za to, da berejo tisti, ki uživajo pri branju, ampak da okužimo, če lahko to besedo uporabim, še ostale. In jim ponudimo tudi možnost. Možnosti pa doslej ni bilo veliko. Sočasno s tovrstnimi dogodki na podlagi nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti nastaja nacionalna mreža, katere cilj je dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. Prvi nacionalni mesec skupnega branja sicer poteka od Mednarodnega dne pismenosti 8. septembra 2018 in se bo končal 8. oktobra 2018 s sklenitvijo letošnjega tedna otroka.